Ja, dober dan. Dobar dan. Kako ste danes? V redu. Koliko krvi dobite vi? Skoraj vsak drug dan? Malo dejanje za nek nepredstavljiv in velik učinek. Zdaj smo tukaj in gremo naprej do konca. Zdaj se skoncentrirajte na, rečemo, čez 4 tedne, kako boste šli domov. Vmes pa stisniti zobe, pa bomo zmogli vse. Sem Matjaž Sever, zdravnik specialist, hematolog. Zaposlen sem na kliničnem oddelku za hematologijo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in sem tudi krvodajalec. Sploh ne veš, Ja, koliko je to koliko je to pomembno, ne? pomembno. Ja. Brez tega v bistvu ne bi mogli zdraviti. Te hrani pa življenje. Ja. V Univerzitetnem kliničnem centru naš oddelek porabi približno 40% celotne krvi, ki jo pač naročimo na Zavodu za transfuzijsko medicino, ker v postopku zdravljenja hematoloških bolezni mi v bistvu s kemoterapijo ne samo, da uničimo bolne celice, kar je naš namen, ampak zraven poškodujemo tudi zdrave celice, se pravi, da smo eno obdobje, približno 2-3 tednov, brez kostnega mozga, ki ne proizvaja krvnih celic, tako da naši bolniki preko teh transfuzij dobivajo eritrocite in trombocite v telo. V predelu ključnice je pa vstavljen centralni venski kanal. Preko centralnega venskega kanala pa dovajamo lahko vse krvne derivate, dajemo lahko velike količine tekočine v primeru, naprimer septičnega stanja, vse antibiotike, citostatike. Vidim v bistvu celoten krog tega krvodajalstva, se pravi od samega darovanja do teh naših medicinskih teoretičnih postopkov, ki se jih učimo in poznamo, izvajamo, in pa ne nazadnje na koncu, ko vidim bolnika, ki tako kri tudi prejme. Gospod je v postopku alogenske presaditve zaradi hematološke bolezni. To pomeni, da mu bomo presadili kostni mozeg zdravega darovalca. Sem tudi v registru darovalcev kostnega mozga, to je pa ta druga, skupina darovalcev v Sloveniji, ki je mogoča. V bistvu se nekdo prostovoljno javi, da bo dal na razpolago en del svojega genetskega zapisa o HLA, tipizacija se imenuje, v Svetovno banko darovalcev, kjer jih je nekaj čez 40 milijonov, in od tam potem pa za tisto manjšino bolnikov, ki grejo v presaditev kostnega mozga, zbirajo potencialne darovalce, v kolikor se ne najdejo med družinskimi člani. Ta postopek ponovno ni nekaj težkega, velikega, izvaja se preko odvzema iz periferne krvi, tako da je v bistvu potrebno iti preklopiti se na eno mašino v slengu, ki tam 3-4 ure to kri lepo filtrira in jo v realnem času vrača, tako da je v bistvu malo dejanje za nek nepredstavljiv in velik učinek pri nekomu, ki je potreben teh celic. To, kar sem vam opisal, je bil en korak naprej v obravnavi pa zdravljenju. Občutek za tem, ko bo daroval in bo vedel, da bo tista enota nekomu pomagala neko katastrofalno, usodno bolezen preživeti, ta občutek je po mojem nenadomestljiv.